Ljubezen je za mene vrednota in je nekaj, kar mi je v življenju v več pogledih pomembno. Pravzaprav verjamem v brezpogojno ljubezen, v ljubezen, ki ne terja ničesar v zameno, in da je to tista prava ljubezen, v tem medsebojnem razmerju. Vse drugo je, ko je to povezano z trgovanjem, ko je povezano z izmenjavo, ko je povezano potem, ne vem, s posedovanjem, ljubosumjem, je pa to nekaj, kar v bistvu ljubezen zmanjšuje oziroma poškoduje. Na ta način, ne, na ta način o tem razmišljam. Se pravi, kako bi potem ti rekel, da intuicija pove več kot razum? Je intuicija tista, ki nam pove več? Jaz sem se s tem pravzaprav tudi zaradi poznavanja Junga in sledenja njegovemu učenju, njegovi modrosti veliko ukvarjal. Tudi zaradi njegovih interpretacij, sinhronicitet in vsega tega. Zdaj, intuicija, nekako jo verjetno pripisujemo podzavesti, ne, tako kot pač razumu pripisujemo neko spoznanje na tej, ne vem, empirični ravni, tako podzavesti pripisujemo intuicijo. Jaz sem imel neko srečo pravzaprav v življenju, da v tem zgodnjem otroštvu mi mama ni, oziroma okolje, kako naj rečem, družina ni tako zelo vsiljevala samo moškega principa. Se pravi, z moškim principom je povezano to, ne razumsko, ne pragmatično in tako naprej. Ampak mi je dovoljevala tudi ta ženski princip. Ne, mama, preprosta ženska, mi je zmeraj pač skušala dovedeti, da lahko dečki tudi jokajo, da lahko čutijo, da. In s tem mi je odprla eno polje v tem razmerju yin-yang, ne, da jaz mislim, pa to je zdaj drzna trditev, da mi je po tej dolgi prehojeni poti z Jungom uspelo to, da sem tudi to žensko polovico svoje duše nekako ozavestil. In da sem lahko imel nek zorni kot, neko gledišče, uravnovešen v tem smislu yin-yang, ne, da je tudi intuicija del mojega, ne, kar je pripisano pač neki ženskemu dojemanju sveta, del mojega dojemanja, in v moji literaturi se to zagotovo kaže, ker mi to večkrat rečejo, to je tisto, na kar se odzivajo moji bralci. Ponavadi v obliki vprašanja, kako lahko moški tako zelo pozna, ja, žensko dušo, in pripeljalo je celo do paradoksa to, da me je na enem izmed nastopov na osnovne šole deklica vprašala, ali mi lahko poveste, kako je biti ženska. Ne? Pač izhajajoč iz te moje poezije, iz teh zbirk ljubezenske poezije, ki je med mladimi zelo popularna, tudi med osnovnošolskimi. In sem se jaz takrat zelo zdrznil, ne, ker sem rekel, nekaj slučajno ne vem, kako je biti ženska. Bilo bi pretenciozno, bilo bi, ampak sem pa skušal potem razrešiti to, kar sem zdaj. Spomsoba vprašanje, kaj bi mogli starši dati otrokom, ker je sistem trenutno ne omogoča, da razvijajo to sebe, intuicijo? Ja, zdaj načeloma, kaj bi morali starši dati otrokom, ves čas ponavljam, zmeraj znova, morali bi jim dati zgodbe. Ker zgodbe so
nekaj, kar nas neskončno določa na večjih ravneh. Zdaj, jaz sem imel res to srečo v otroštvu, da sta bila oče in mama dobra pripovedovalca, da so živeli še ljudski pripovedovalci, da so z najzgodnejšem otroštvu v moje življenje vstopile zgodbe. Imel sem to srečo, da sem takoj potem, ko sem se pismeno postal bralec in da spet prihajal do zgodb, ker zgodbe so pravzaprav največ, kar imamo. Zgodbe so seveda odgovori na vprašanja ravno s pomočjo arhetipov, kot sva jih že prej omenjala. Zato recimo zelo rad povem staršem, če že sami niste pripovedovalci, ni vsak rojen zato, da bi bil pripovedovalec, dajte jim zgodbe, berite jim. Mislim, da je branje nekaj, kar je zelo povezano. Ne samo za razvijanje domišljije, tudi za razvijanje domišljije. Seveda, za razvijanje domišljije v tem smislu, da ko beremo, imaginiramo, ne? Ko beremo, si ustvarjamo svoje predstave o teh svetovih, v katerih beremo. Zdaj te zgodbe, ne, jaz verjamem v pesniško resnico v tem svetu. Edina resnica, pravzaprav, v katero verjamem, ne verjamem te druge resnice, polno okoli nas. Razlagalcev in raznašalcev najrazličnejših resnic, od zgodovinskih do ideoloških, ne vem. Ampak ta pesniška resnica je pravzaprav nekaj, kar potuje od človečenja naprej s pomočjo zgodb, z miti, legendami, pravljicami, literaturo, skratka, z zgodbami potuje to skozi čase in seveda nosi seboj vrednote. Vse niso zgodbe samo po sebi pomembne zaradi zgodb, ravno zaradi tega, da prenašajo od nas arhetipe in pa seveda vrednote. Res so starši, varuhi otroških duš, odgovorni. Mislim, starši so zelo pomembni v življenju vsakega človeka, pa zdaj, ali so to, ne vem, biološki starši, ali so vzgojitelji, tako ali drugače, se ni v bistvu to pomembno, ne? Pomembno je, da so starši. Pomembno je, da so nekdo, ki pomaga otroku, da shodi, ne? Ki pomaga otroku, da gre čez neke nevidne mostove, potem skozi prek vseh teh brezen, ki so jih prej omenjala, na samostojno življenje. Mislim, kakorkoli zdaj rečejo, se to je ena prekmorska gibanica, da svoje, ne? Razstojeno več smeni, ampak ne reče, da starši niso pomembni, to je neodgovorno. To je neodgovorno. Te arhetipe, ne? Obstaja kateri, recimo, da se ga bojiš, da ni toliko ubesedljen v tvojih delih, ali si vsi enako razporejeni? Ja, potovanje z umetnostjo skozi čas, potovanje od tistih literarnih začetkov do zdaj, je seveda potovanje po okolju, kjer je veliko pasti. Na najrazličnejših nivojih, spet se ta prekmorska gibanica, nekako, ker drugače se ne vem izraziti, ne. Vse te sloje sem moral prehoditi. Svet umetnosti, tudi svet literature, svet literarno življenje, ni tako zelo romantično in idilično, kot se to zdi. To je prostor. Tudi, kako bi rekel, tudi veliki pesniki so lahko neprijetni karakteri, ne. Ampak seveda razumem vprašanje, kako sem se zaščitil. Verjetno samo s tem potovanjem k sebi, ne. Verjetno samo s tem, da nisem nikoli
iskal nekega družbenega priznanja, nekega napredovanja po tej družbeni lestvici. Nisem se spopadal z okoljem v tem smislu, ampak sem se spopadal sam s sabo. Ker po drugi strani je ustvarjalec sam s sabo lahko, sam sebi lahko največji sovražnik, ne? Če se prepusti, ne vem, dvomu ali pa se prepusti. In tukaj nastopi tudi ta intuicija. Veliko o tem razmišljam. Veliko o tem razmišljam, seveda so mi nekaj pomagali, tudi literarni kolegi, literarni prijatelji, ampak ali me je vodila intuicija, ampak bolj rajši imam potem odgovor, da mogoče tudi intuicija, ampak bolj pogum za srečo. Potem sem veliko razmišljal, kaj je sreča, kaj to pomeni imeti srečo in biti srečen. In sem nekako ugotovil, da v življenju se nam pač sreča včasih nasmehne, ne? Včasih se zdi, da je to tisti srečen trenutek, in če se tega trenutka ustrašimo, če nimamo poguma za srečo, če ga ne izkoristimo, potem gre ta smehljaj mimo. Sreča je pa drugo. Počestvo. Jaz mislim, da velikokrat in jaz mislim, da sem imel pogum za srečo. Že takrat, ko sem se odločil za to, da bom postal pisatelj, se mi je ta sreča nasmehnila in jaz sem jo zagrabil mi to zdaj rekla, z vsemi rokami, z vsemi nogami, uklenil sem se, sem zdaj da to ta trenutek. Ampak zdaj, ali za pogum, za to tako na dolgo razlagam, ali zdaj pri pogumu za srečo rabiš to intuicijo, ne? Ali je intuicija del tega prepoznavanja? Kako se razvil že v otroštvu, od tvojih staršev? Kaj tvoj oče? Če sem pravilno prebrala, ampak mislim, da si za en intervju enkrat povedal, da tvoj oče ni vedel izkazovati čustva, ampak jih je pokazal. Mama je potem bila tista, ki jih je izražala. Verjetno je tako, verjetno je na tak način. Veliko sem se ukvarjal z očetom. Zanimivo je to, da ko sem začenjal to trilogijo, te 3 romane, sem jaz v svoji neki pisateljski tisti, ko je še platno prazno in belo, bil prepričan, da je mama tista figura, ki bo odigrala v teh romanih, kako bi rekel, srednjo vlogo. Potem sem se nekako spravljal v položaj, da bi bilo pol, ker sem me oba enako rad, pač vsaka neka, ne vem, taka drža do tega, ne, da bi bil pravičen, da bi bil pošten. Ampak med pisanjem te trilogije je oče dobil večjo vlogo, je ta njegova vloga priplavala na površje in kdo bo bral teh 1000 strani, bo seveda videl, da nisem človek, ki bi živel z Oedipom in kompleksom, ne, da mamina vloga je bila tako nekako lepo in zdravo postavljena v moje življenje, da boljše ni mogla biti, ne. Če greva po jugu. Prosim? Če greva po jugu. Ja. Ta oče, ta je vloga, ne, očeta. A so to bili delci, ki še niso bili izraženi, izrečeni, in to došlo na papir? Ne, verjetno jaz te očetove vloge v svojem življenju nisem tako zelo zavestil kot mamine. Z mamine vlogo sem nekako bil bolj seznanjen, ozaveščen tudi pred pisanjem tega. Verjetno je to posledica tega. Zdaj ta nenehen boj pravzaprav z očetom, ki je bil tak poseben in dominanten človek v bistvu, tudi zelo pravičniški. Rekli so mu celo Rahul Romič, mu seveda takrat, ko sem bil res otrok, v vasi so mu rekli poštenjak, ampak s tem nekim
pridihom, da se v tem našem svetu ne splača biti poštenjak, ampak on je bil do konca življenja poštenjak, ne. In to je zahtevalo seveda neke principe, načela, ampak mislim, da me je pravzaprav on bolj vzgajal, ne, čeprav me ni neposredno vzgajal, ne, malo paradoks, ravno s tem, ko me je vedno skušal postaviti meje. In mislim, da je to postavljanje mej pri vzgoji otroka zelo pomembno, ne, da je to nekaj, kar seveda kot otrok ne doživljaš kot nekaj lepega, ampak življenje ti pa neskončno koristi. Glede tisto modrost, pa mi je ostalo tudi v spominu. Mislim, v očetovih modrosti mi je veliko ostalo v spominu, predvsem pa mi je dal največ s tem, da je zavračal vsakršne ideologije, ne. Da je v tistem času mojega zgodnjega otroštva si upal glasno govoriti proti Titu, ne, tako bi v ljudskem jeziku rekli, ampak da je v drugi strani se tudi spravil v Boga. Ne, in je tudi njemu povedal, kar mi gre. Spravi, ideologije je zavračal, zaradi izkušnje med drugo svetovno vojno je bil pravzaprav celo življenje tudi na nek način pacifist, nekdo, ki je zavračal orožje, ki je zavračal nasprotnik vojne. Vse to so zelo tako preproste besede, ampak veliko pomenijo, ker mi je to nekako vgradil v to moje podzavest in moje dojemanje sveta in da s tem spravil na pravo pot. Jaz mislim, da je namreč to prava pot. Čeprav imam celo življenje veliko težav, ravno zaradi tega, ker se ne želim podrediti nobene ideologiji, nobene, ne vem, te politične opredeljenosti. Na nek način mislim, da za okolico ali pa vse za nekatere zaradi tega delujem kot anarhist, v bistvu kot nekdo, ampak to je zmotno. Ne, to je zmotno. Jaz samo želim živeti v nekem zdravem ravnovesju, ko mi ne pač ne vladajo neki smerikazi in nekaj, kar ni povezano z pesniško resnico, ki seveda govori in prinaša še zmeraj temeljne civilizacijske vrednote. Temeljne civilizacijske vrednote vemo, kaj so. Ne, je tudi ljubezen, svoboda je, ampak je tudi poštenje, pravičnost. Veš, ki je vsak zadovoljen. Ja, in zato seveda jaz doživljam skozi to mojo literarno pot, da me seveda, zdaj bom zgolj banalno to rekel, kot pač politika banalno deluje, da me imajo levi za desnega in desni me imajo za levega, mojo sredino pa vsi sovražijo. Ker če nisi bolj levi, kot so oni levi, te sovražijo. Če nisi bolj desni, kot so oni desni, te sovražijo. In jaz se pač s tem celo življenje spopadam, to je očetova dediščina. To mi je oče dal. Sredina in sem neskončno hvaležen. Težko je s to sredino, to ni politična sredina. Ne? To je sredina, ki je nad to politično sredino ali pa pod to politično sredino. To je preprosto neko elementarno, temeljno preučeto razumevanje civilizacijskih vrednot. Pri sebi pa vendarle lahko rečem, da sem to svoje razumevanje skušal nadgraditi, da skušal razumeti vse. Pač s tem greš nekje na polje filozofije, težko se razglašam za filozofa, ampak vsekakor se pa razglasim za nekoga, ki razmišlja o življenju na ta način. In tudi te neke globlje, mislim, te resnice nekako globlje in bolje osvetljene niso tuje. In zato mislim, da imam vso pravico se tako postaviti, čeprav seveda to terja svoj davek. Spravi, tudi vaš oče je bil že tisti, ki je šel v notranjost sebe. Če sem pravilno razumel, je bil človek, ki je šel v sebe in izražal tisto, kar on misli, kar
Ne vem, vprašanje mi je zanimivo. Vprašanje mi je zanimivo zaradi tega, ker če o njegovih koreninah razmišljam, je pravzaprav težko reči, da mi je bilo to privzgojeno na tak način, kot smo vajeni. Je bil namreč otrok vojaka iz Prve svetovne vojne, ki je padel na fronti, prej kot se je on rodil. Ne? Se pravi, ko se je moj oče rodil, je oče bil že mrtev. In je pravzaprav otrok ženske, ki se je potem vročila z drugim moškim in ni bil nikoli sprejet strani očima. Tako da ne vem, iz česa se je to smer zgradil. Verjetno je z nekega primarnega vaškega okolja. Ampak če bi se danes bil živ, bi se o tem z njim pogovarjali, bi raziskali to z njim, če bi lahko. Midva sva se veliko pravzaprav pogovarjala. Imel sem to srečo, da čeprav je bil kar v letih, ko sem se jaz rodil, je dolgo živel. In ko se je rodil moj sin, potem je bil star 2-3 leta, je oče še zmeraj živel. Hočem ta cikel. Na Goričkem zelo samostojno, vem, da sem večkrat sem peljal otroka s sabo, ampak enkrat se spomnim, da je tam na dvorišču ta otrok tekal, moj sin, njegov vnuk. In sem očetu rekel, stari sem mu rekel, stari, a bi se zdaj zamenjal tem otrokom, ker ja, čez zero v prazno, potem pa je rekel, veš kaj, ne bi se zamenjal. Jaz sem svoje življenje odživel polno, kakav bo pa njegova usoda, pa ne vem. Mislim, da res, ampak res to mislim, nisem delal kariere v življenju. Kariera je neka posledica. Če bi hotel kariero delati, bi se dalo še kaj to postaviti. Tudi bi verjetno lahko se drugače pozicioniral v družbi z vsem tem, kar sem ustvaril. Ampak jaz sem preprosto želel ustvarjati občutke lepega in najti življenjski smisel, iskati življenjski smisel. In to mi je uspelo. To mi je uspelo in na tem še zmeraj delam. Upam, da bomo še veliko občutkov lepega ustvarjal, ki bodo tudi za bralce občutki lepega in si bodo želeli. Upam, da bom se zastavil še kako vprašanje, ker mislim, da je literatura vendarle bolj zastavljanje vprašanj kot najdevanje odgovorov v tem smislu, v življenjskem smislu in na življenjskih smislih. Ko me pa vprašate v karieri, pa preprosto zmrznem, ker nimam ideje. Zdaj sem recimo v obdobju, ko se mi izrazito ne da potovati. Moje knjige potujejo po svetu in izhajajo te prevode v različnih državah in zdaj znova me vabijo na predstavitve teh knjig. In meni se zdaj znova ne da. In vse bolj poredkeje grem, ker mi je škoda časa za vse to, da tam, ne vem, grem potem, kako je. Na naše veleposlaništvo pa na konzulat, pa neko knjižnico in nekim ljudem, ki me prvič vidijo, razlagam to, kar zdaj vam razlagam. Zdaj sem malo odplaval, ampak res, zdaj bi rahlo ironičen odziv ali pogled tako. Se pravi, je ta svoj čas tam, ki je največ koristil. Ja, ne zanima me tako to, kar pač razumemo v tem nekem klasičnem pomenu besede karijera. Ampak kaj med temi mladimi ustvarjalci ali pa ker vi ste
v tem krogu, pa vidite to. Je veliko tega na začetku, da hoče doseči ime ali pa nek naziv v družbi. Da se osredotočajo na zmago oziroma na nek cilj, to je. Mislim, da jih družba na nek način celo v to sili, koliko je zdaj to, spet je to nekaj. Vsak ustvarjalec je poseben, težko posplošuješ, spet je to neka prekmorska gibanica, res je to razslojeno. Prepoznavam ustvarjalce, ki so mojega koba, ki jim gre za nekaj globljega, čeprav se to nekako banalno sliši. Prepoznavam ustvarjalce, ki jim gre za kariero, ki jim gre za uspeh, pa mislim, da to ni nič slabega, ampak družba jih sili, da se po nekih stopnicah spenjajo s pomočjo priznanj, nagrad, ker je to potem povezano z nekimi družbenimi štipendijami, ugodnostmi. Sistem je tak, da jih sili v to, in zdaj težko je pri posameznem ustvarjalcu razbrati zmeraj, ali to, ne vem, kako smo prej rekla, iz nekega kompleksa želi to potrditev, samo potrditev, ali zaradi tega, ker želi se pač finančno znajti, ker želi preživeti, ali zaradi tega, ker, ne vem, ker upa, da bo na stare leta v prvi vrsti sedel na kakšni proslavi, čeprav običajno pisatelja ne vabijo v prvo vrste. Ne, ampak hočem reči, težko je to nekako videti. Zdaj, jaz moram reči, da se tudi ne oziram samo kot teh literarnih ustvarjalcev, da me umetnost nasploh zanima. Širok pojem. Ja, širok pojem in tudi različne so poti, ne, drugačno je, če si pisatelj, je drugačen način potovanja po te družbene lestvice, si glasbenika. Izzivi pa pritiski iz okolice so pa večina v vseh karierah. Verjetno je vse karierah tako. Ko si bil ti kot otrok, ko si začutil ta poklic, to už je kot ustvaril besedila, pesmi. V tistem času je verjetno ta poklic pisatelja bil še ne toliko, ni bilo toliko pisateljev, kot jih je zdaj v našem času. A je tako? Ja, zanimivo vprašanje, o tem nisem nikoli razmišljal. Moram reči, zagotovo, če gledamo število, koliko romanov izide na leto, je verjetno tako, da je, ne vem, pred 40 leti šlo na 20 romanov, zdaj pa je izide 200. Ne? Zagotovo je to neko število, ampak jaz nimam občutka, da je toliko pisateljev, ne? Da je toliko več pisateljev, ker se mi zdi, da niso vsi pisatelji, ki jih imamo za pisatelje, ne? Predvsem pa niso vsi pisatelji, ki se imajo za pisatelje, ne? Zdaj, moj kriterij je vendarle ta, da pisateljih lahko tisti, ki ima to srečo, da tudi druge zanima to, kar piše, ne? Ta domišljija, ne? Ja, Izhaja iz teh arhetipov in to je pameten. Ampak če gremo v Kobis, če gremo pogledati število v izposoji, recimo samo v slovenskih knjižnicah, pri avtorjih, potem vidimo, da so nekateri tam pri par 100 izvodih izposoj na leto, ne? Se pravi, da 100 ljudi zanima, kaj ustvarjajo, ne? Jaz sem zelo dolgo rabil v življenju, da sem sam sebi rekel, da sem pisatelj. Ne? Tudi če bi šel po ulici, pa bi nekdo vzkliknil pisatelj, se zdaj bi vzel. Ker sem zelo dolgo rabil, da sem to ponotranil, da sem jaz pisatelj. Takrat sem imel verjetno že veliko knjig in veliko bralcev. Še dlje časa sem rabil, da sem nekako prestal na to, da sem pesnik. Se sam nisem imel, kot neka pesniška duša, nisem imel za pesnika. In še tam do zbirke, da me ne bode kot drugi, ki je
šla mogoče pred 20, manj kot 20 leti. Če bi kdo na ulici škriknil pesnik, se jaz ne bi zelo, ker mislim, da tega povotranjem. Zdaj seveda živimo v času, ko, ne vem, mediji ali družba, ali ne vem kdo, ali tam karierna pot, kot bi rekli, rojeva nešteto ljudi, ki se sami razglazijo za pisatelje pesnika, ne. Je veliko lažje, ne? Ja, in enkrat je lepo rekel, mislim, da je imel Milan Jesih, je rekel, če v Sloveniji vzklikneš pesnik, z vsakega grma en pesnik ven skoči, ne. Žlahtna ironija se mi je zdela, ne. Seveda bomo malo tega preživelo svoj čas, malo tega bo, Pa tudi izvode, ne, ko se natisne, oziroma da to pride knjiga ali pa karkoli ustvarja ta umetnik. Je lažje doseči, kako v tistih časih. No, takrat je bilo zelo drugače, zaradi tega, ker je bil recimo cel založniški svet drugače strukturiran. Bilo je manj založb, bile so te založbe, ki so imela kompleten support od, ne vem, urednikov do lektorjev, do cele Morske je že obstajale? Pomurska založba je obstajala in je bila ena pomembnejših slovenskih založb. Pomurska založba, pri kateri je tudi izšel moj prvi roman potem. Kako si jih pa prebral? Zgodba je zanimiva. Jaz sem v reviji Telex je izhajal v nadaljevanjih moj roman Perovnari. To je revija Telex, takrat ne vem, če zdaj obstaja še kakšna podobna revija, vseslovenska revija, tam preko z visoko nakladom, ne. In uredniki Pomurske založbe so to v Telexu videli in so me pravzaprav povabili. Tako da nisem šel z rokopisom na založbo, ampak so oni prišli do mene. Res je to. Zato sem zelo hvaležen. Ta prvi roman je potem dosegel zelo veliko naklado. Takrat so naklade že sicer bile višje. Jaz sem za prvimi objavami zaslužil veliko denarja, tako da sem s to objavo v Telexu in v knjižni obliki pri Pomurski založbi zaslužil toliko denarja, da sem enkrat živel v Ljubljani, kar lepo. In no, to je zdaj se vračam tja v spirali, to je bil nasmeh sreče. Ne? Se pravi, takrat sem imel občutek, da te je življenje objelo. Takrat sem imel občutek, da se mi je sreča nasmehnila in sem se takrat zaradi tega odločil, da bom postal pisatelj. In pa ste šele sprejeli, da ste pisatelj, da ste zavesti. Ne, takrat, ne vem, če sem že zelo zavestil to, da sem pisatelj, ampak da bom pisatelj. Takrat sem se odločil, sem videl, da se da od pisateljevanja živeti in da bom jaz od pisateljevanja živel. In to je seveda bil tvegan korak, ne? Ki ni vodil potem v službo. Celo sem tam, ker sem delal na radiju Ljubljana, v dnevno informativni redakciji, celo sem šel tam, takrat nisem šel na Supol. To je bil ta nasmeh sreče in moj pogum za srečo. No, zdaj lahko govorim. Kaj se je to zgodilo, da si se prvo nakladu ti se je dal? Je živel kateri občutek takšen? Da bi se lahko primerjal s tem? Potem do danes, recimo? Veliko je teh. To je tisti prvi občutek uspeha. Ja, ampak veliko je teh. V mojem življenju je veliko teh nekih trenutkov, ko je moja ustvarjalnost, odnos do moje literature povezan z lepimi občutki. Lahko bi kar našteval. Situacije, ki so me potem nekako presenetile. Recimo, kaj je zdaj pesniška zbirka Ne bodi kot drugi, ki je zdaj doživela že čez 10 ponatisov. Je neskončno velike naklade za slovenske razmere prenela. To me je presenetilo. Potem, ne vem, je recimo
filmska adaptacija romana Petelinji zajtrk, Vse to sem. ki je nekako rodila enega najbolj prepoznavnih in verjetno tudi Šanghaj? ne, govorim o Petelinjem zajtrku, ne, ki je pač rodila film, ki bo ostal v slovenski kinematografiji, ne, ki sodi med najboljše filme, čeprav ne vem, zakaj tega najbrž ker tako ne priznajo za ekranom, ne, ker je malo takih filmov nastalo. Poznajo ga vsi. Poznajo ga vsi, ampak ne vem, če mu zaradi tega dajo naslednji film. Jaz, če bi bil, ne vem, ker nisem, bi takega režiserjev. Navsezadnje je ta film še zdaj razporedih vse posod. Pa tudi je izhaja iz tih arhetipov scenarija. Zelo, zelo. Izhajal je spet iz resničnega življenja, ne? Izhajal je iz mehanične delavnice Ferija Matoša na Kroški ulici v Murski Soboti, ker sem jaz preživel vse 10 let življenja s to njegovo druščino, ki je žal zdaj čez veliko večino pokojna, ne. Vse do smrti tega mehanika sem s tja zahajal in ta roman se je rodil iz tega neposrednega doživetja te delavnice in tega avtomehanika na Kroški ulici, ki je bil pač res poseben človek in s katerim sva bila velika prijatelja. Zdaj, seveda, nosil v sebi veliko arhetipskega. Zdaj to prvič razmišljam, da v marsičem je bil verjetno res celo podoben mojemu očetu. Ne, temu je imel očitno veliko teh arhetipov shranjenih in je tudi bil obenem nek arhetip verjetno tega mehanika iz majhne delavnice, ker ko je potem film zaokrožil po Sloveniji, kamorkoli sem prišel, srečeval ljudi, ki so mi rekli, saj pri nas je bil pa tudi en tak avtomehanik, ne, se pravi, ta neka mala delavnica, ki se da vse popraviti, ne, tudi če nimaš veliko denarja, ne, z rezervnimi deli, kako še reče, ne. In seveda čas, ko se mehanične delavnice še niso spremenile, ne vem, kot je on rekel, v te sanatorije za avtomobile, ne, ko ti prineseš, zdaj približno tako izgledajo avtomehanične delavnice, da ti prideš do nekega portirja oziroma ko oddaš ključ, ti avto odpeljejo nekam v bolnišnico, v sanatorij in ti ga ozdravljenega vrnejo. To je bila pa delavnica, ko si ti prišel v stik z mehanikom, si prišel v stik z vsem, z oljem, z vsem, kar je pač na jaz sestavljeno in si dejansko gledal v dušo avtomobila, kar on popravljajo, ne. Mislim, to je to gre tudi nekaj. Še kaj je pa potem naslednji film z Markom Navršnikom, ki mi je izredno ljub, veliko bi lahko o tem. Ampak na isti princip, ne, tudi ta ponotranjenost, izražanje. Ja, seveda, to je zgodba, ki zajema iz življenja Romov. Se pravi, ljudstvo, ki je meni zelo blizu. In ljudstvo, ki pravzaprav na en zelo poseben način tihotabi skozi čas vse arhetipe, o katerih več čas govoriva. Jaz moram reči, da sem se z Romi veliko družil, ne samo z našimi tu, ampak tudi sicer, da poznam, moram reči, kar njihovo življenje, takole spet na lastni koži, ne kot oddaleč ali pa ne vem, iz filma, glasbe in literature. In sem dolgo časa nisem razumel, kako to, da pri njih kolektivno nezavedno polno lahko deluje. Ker so
razseljeni, ker so kolektivno nezavedno je seveda povezano nekim skupnim bivanjem, z neko skupnostjo, nujno, ampak oni so pa razseljeni, razrabljeni, videl sem pa, da deluje pri njih, ti vzorci, ki so pri njih enaki, se pravzaprav ohranjajo na različnih, in sem iskal odgovore dolgo, pa ne vem, v nekem trenutku se mi je zdelo, da sem našel odgovor, ki ga nikjer drugje nisem zasledil, namreč za Rome je značilno, da so šli po svetu in da gredo na način, da nesejo svoj jezik s sabo. Oni, kamorkoli so prišli, so ohranili svoj jezik. In mislim, da je res v jeziku ključ. Ker mi recimo Slovenci smo tipičen primer naroda, ki svojega jezika ne nesemo s sabo. Mi gremo čez mejo, takoj začnemo govoriti v drugem jeziku. Prva, druga generacija, to vidimo med izseljenstvom, je slovenski jezik izgubljen. In smo prišli tako daleč, da je bil predlog, da bi državljanstvo priznavali tudi ljudem, ki slovenskega jezika. To pomeni za kulturo. Ne vem, kaj pomeni za kulturo, ampak vem, kaj pomeni po Jungu. Vem, kaj pomeni izguba tega kolektivnega nezavednega. Ja, to pomeni, da si izkoreninjen, pravzaprav. Si se povezal z nekim drugim kolektivnim nezavednim, da ne bo pa zašla. Jaz mislim, da pri Romih je možnost to, da to skupno kolektivno nezavedno deluje ravno zaradi tega, ker nosijo svoj jezik s sabo. Se pravi, nosijo to, kar je bistveno skladišče našega nezavednega. Naslov Šanghaj? S tem naslovom je zelo zanimiva zgodba. Zelo zanimiva zgodba, ki govori o mojem verjetno poznavanju Romov, najglobokem poznavanju. Jaz, ko sem to zgodbo ustvarjal, sem si ta del izmislil. Tudi temu naselju sem dal naslov Šanghaj, z domišljije, po intuiciji, bi zdaj rekel. In sem bil prepričan, da sem neskončno izviren. In roman je že bil napisan, ker film je dobil potem naselje iz romana. Se spomnim, da sem prišel v Novi Sad in enkrat na daljši čas, običajno imam navado, da ko pridem v mesto, da grem kako novo mesto, tako grem gledati tržnico, pa mi je zanimivo, ko vrat grem gledati romsko naselje. In sem v Novem Sadu rekel taksistu, da me pelje, gotovo obstaja kako romsko naselje. Rekel pa, da te vozim v Šanghaj. In meni se vse ustavilo, ker jaz sem prišel z svojim Šanghajem, z mojega romana, sem bil polno, da obstaja romsko naselje Šanghaj. In res obstaja. In me je peljal. Tako, hočem reči, globoko moraš poznati stvari na tej ravni. Ampak sem pa vajen, da v zvezi z Romi sem pravzaprav veliko takih nenavadnih položajev, situacij doživel. Ker oni so pa, vsaj ti, ki sem jih jaz poznal, zdaj ne govorim o tej generaciji, ki jih mogoče manj poznam, ampak tisti moji Romi, ki sem še rekel Cigane, ki so se še sami rekli Cigani, je veliko intuicije. In sem jaz zmeraj razmišljal, zakaj ta intuicija pri njih tako zelo deluje. Meni se je dogajalo, ker sem veliko sodeloval z romskimi glasbeniki, z različnimi skupinami in sem opazil po nekem tem Jungovem principu sinhronicitete, da ko sem z enim šel na kavo, sem imel ponovadi 2 še
telefon. Ga nisem imel mesec dni, ali pa še dlje časa. Neka intuicija je delovala, preprosto tako je bilo in jaz sem postal na to pozoren. Ko take stvari ugotovim, potem začnem o tem razmišljati, to je moja pač lastnost. In sem si spet pojasnil, tako kot pač danes marsikaj razlagam, kako sem si kaj pojasnil. Oni seveda so živeli neizobraženi, ne, mnogi nepismeni, mnogi v času, večina psi, takrat v času, ko ni bilo telefonov, ko ni bilo teh informacij, kaj zdaj dobijo. In da so si lahko upirali pot skozi življenje, so to, kar smo mi bili lahko z razumom, ustvarjanje kariere, recimo, so oni morali z intuicijo. In je to pri njih intuicija se je zato bila tako zelo krepljena, ker so jo potrebovali veliko več, da so šli skozi življenje. Verjetno je to res povezano, veliko je prav, z njimi sem veliko teh stvari doživel. Tako da lahko celo rečem, da obstaja neka, bi rekel, ciganska mistika, ne, obstaja neko skrivno potovanje sporočila pri njih, ne, ki ni povezano, je bolj povezano z izrečino, kot pa z tem, da bi bilo zapisano, ne, ker pri njih ni zapisanih virov. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem jih tako bliže spoznal, da so še takrat tudi ti naši, se pravi, govorim o tem mojem prevarju, Litviku, poznali skrivno cigansko pisavo. Ta pisava ni bila pisava tako, kot mi razumemo, pač pisava, to ni bil črtolist, to ni bilo. To je bila pravzaprav zelo mistična zadeva, ki je težko preprosto opisati, ampak je bilo potovanje sporočila. Oni so recimo, ne vem, da bi ponazorili, lahko rečem, imeli, ko so bili še nomadi, ne, ko so še pač potovali iz kraja v kraj, način, da so si označevali vasi in so si označevali hiše z temi skrivnimi znamenji, ne. In so recimo označili, ne vem, ta vas nismo priljubljeni, tudi boljše se ognete tej vasi, ali pa tej vasi je polno psov, ali pa bile so označene celo hiše, ki so dobre ljudje in kjer ni dobre ljudi, ne, ker grejo prositi. To je neka skrivna njihova pisava, ne, en del te njihove skrivne pisave. Tako da stvari niso tako preproste, ne. Tudi to njihovo ravnanje po letnih časih, brez koledarja, ne, po naravi, ki jim je omogočalo, da so se s to neko intuicijo, s tem notranjim čutom, s to skrivno pisavo, oni, ki so bili na poti, potem enkrat na leto dobili v nekem kraju in so večina prišli, ne, večina če našla tja pot, no tisti dan, v tistem kraju, ne, čeprav govorim o nekem preteklosti, to so neke take, pač zmeni zanimive. Se je še veliko takih. Ja, ja, to pa res, ja. Tu se ponavadi. Se pravi, je Šanghaj v tebi. Ja, neka ta notranja. Notranji vzgib. Ja, notranji vzgib, ki je povezan z Romi, verjetno v meni obstaja. Tudi o tem sem razmišljal. In tudi tu imam nek odgovor. Na eni strani verjetno to lahko poveže v tisto anarhistično pripombo, ki sem jo prej. Na drugi strani pa se mi zdi, da lahko to povežemo z željo po svobodi. Ker jaz sem seveda opažal
ker sem veliko pač zahajal v to moje naselje, da grem tja zaradi tega, ker je vse drugače zjutraj, kot ne vem, v tem naši mali vrsti sobo, ne. Da se dan začne drugače, da je ta doživljanje novega dneva in ta neka želja po svobodi tam še. Oni so svobodni. Sej zato hočem to ravno povedati, da sem jaz potem ugotovil, da me je verjetno z njimi tako zelo povezalo ravno to, da so verjetno zadnje ljudstvo v Evropi, ki nosi to željo po svobodi še sam. Ne? Da je ta želja po svobodi nekako še prepoznana. Ne? In verjetno je to del moje narave. Ne? In meni je takoj, ko dam ljubezen kot vrednoto nekje, takoj v Bog postavil svobodo. Ne? In moje celo življenje je pravzaprav boj za svobodo, je želja po svobodi. In kakokoli to pogledamo, še zmeraj sem na tej poti. Ne? Svoboda je ni nikoli, kako bi rekel, nikoli usvojljiv cilj. Svoboda terja nenehen boj za svobodo. Ne? Svoboda preprosto, če se ne boriš za njo, izgine. Ne? In zato so ti osvobojeni prostori. Jaz mislim, da je meni to romsko naselje, kar lep čas v mojem življenju bilo osvobojen prostor. Ne, jaz ko sem to moški svoboda, ko mi je šlo vse na živce, ne, ko je bilo vse, ne vem, ko je prijelo, sem preprosto šel ali v naravo, ali sem šel k Muri, ali sem šel v Ravnico, ali sem prišel v to romsko naselje, ker je ta želja po svobodi še obstajala. Ne? V tem našem belem svetu so se ljudje zjutraj zbudili, pa so se hitro šminkali, hitro oblačili, da nekam pridejo, da ne zamudijo v službo. Ne? Ko si se zbudil v romskem naselju, recimo, če si dan prespal, tam ni bilo tega. Ne? Tam je bilo neka je bil še časno. In to je meni verjetno bilo blizu. Ne? Ja, to je pravzaprav moje življenje. Ne? Jaz mislim, da vse, kar sem napisal, ampak res je na nek način moja duhovna biografija. Ne, ne na te načine razpršeno, da ne, je v vsem je. Ne? In nič se ni zgodilo kar tako. Ne? Ljudje imajo občutek, da stvari znaka nastajajo, da jih stresaš z rokava. Da ti je, ne vem, da ti je. Ok, bo popravku. Ne, popravku pa ni. Pri meni, zaradi mojega specifičnega načina ustvarjanja, jaz sem namreč ljubitelj čistopisov. Jaz ne maram se vračati, popravljati, lepiti, kopirati, zdaj to računalniku mogoče, ampak jaz se predstavljam to kot, najlažje to ponazorim s tistim strojem, ki pljuvo za sneg. Moje pisanje je pravzaprav odrivanje snega in ko ta plug gre, odzadaj mora obstajati čista cesta. Prav tako je šlo na papirje dejansko. Tako, ampak je zato ta proces toliko daljši, je to vse prej premišljeno. In mi je recimo popolnoma brez veze, ali me kdo vpraša, ali pišem na roko, ali pišem, ne vem, z računalnikom, ali ne vem, ali vmes s pisalnim strojem, ker pravzaprav stvari nosim s sabo po glavi in večina mojih pesmi je napisanih šele takrat, ko so že skoraj gotove. Ne? One potujejo z mano, ne vem, se vozijo, ne vem, grem v Ljubljano, pa se pelje pesem z mano tja, pa nazaj, pa grem k Muri, pa se pesem pelje z mano tja, pa nazaj, mislim, malo se jecam, ampak zapišem je šele takrat, ko je skoraj gotova. Ne? In seveda v sanjah, ki so eden izmed dostopov do ritma, ne, saj, mislim, kaj pa sanjamo, ne. Mi je zelo zanimivo, prijatelj je
dobil dojenčka, prvega otroka in se ga je zelo razveselil in ga je ves čas vodil, mislim, pazil, otrok je bil star par dni, ne, in ponovno meni enkrat reče, poslušaj, zdaj sem pa prepričan, da se mu je nekaj sanjalo dojenčku. Prepričan sem, veš, če oči obračal znotraj, pa je rekel, kaj bi se njemu lahko sanjalo, ne? Tako, vse tako veš, 14 dni, se rekel, vidiš, da ne razumeš. On je star 14 dni, ampak to, kar je sanjal, je pa lahko staro tudi milijon let. V sanjah zajemamo iz kolektivnega nezavednega pojma. In ta dojenček je lahko sanjal marsikaj, ne? To je moj odgovor, ne? Zakaj sem rekel, da so zgodbe, da so zelo stare, seveda so zelo stare. Se pravi, verjamete tudi v posmrtno življenje? Seveda verjamem, mislim, zdaj, kaj to vprašanje pravzaprav pomeni? Nanaša se na to, na te stare sanje, se pravi, če smo mi živeli še preden smo se utelesnili v to telo, kot smo zdaj, se pravi, so lahko sanje iz preteklosti, ko smo živeli Zagotovo. V tem smislu seveda verjamem v nesmrtnost. Ta povezanost z duhovnostjo tega sveta, s kolektivnim nezavednim je. Sanje so mi velikokrat pomagale, ja. Oziroma v smislu, da bi zdaj, ne vem, sanjal neko nevarnost ali pa to bi težko rekel, ne. Varovale so me verjetno pred tem, da ne izgorim in da ne eksplodiram. Ker v sanjah človek živi. Je bil papir pa svinčnik, tako kot sta ostala. Ja, pa ni tako enostavno. V bistvu, čeprav zdaj pri teh romanih se mi je res dogajalo, da so se mi kot s pomočjo nekih vodenih sanj potem raztribale stvari, tako kot sem želel, kot sem rabil kot pisatelj, ne. Ampak zelo težko je, ne gre za golo, prepisovanje, ne gre za to, da bi zvečer sebi rekel, pa ponoči rad sanjal, kaj se je zgodilo, ko sem šel prvi dan v šolo, ne. Ne gre na ta način. Ne, ampak vodijo se pa čutenja, občutki, razumevanje, samega sebe, kar je bolj pomembno pravzaprav, ne. Zdaj sem se spomnila, enkrat sem prebrala nekaj za svetovanje staršev in da pač naj bi otroci redno spremljali pri tem, kaj sanjajo, da otroci začnejo pripovedovati o tem, kar sanjajo. Zelo prvič to zato slišim, ampak zelo se mi zdi to vreden misel in zelo se mi zdi vreden postopek, ampak je pa verjetno po moje tudi res, da vsi starši niso, kako bi rekel, usposobljeni za razumevanje sanj. Ampak samo čutek, da otrok govori o tem in tudi so notri ta strahovi, lažje razume otroka. Absolutno, zagotovo. To popolnoma se strinjam. Pa na vsakem, če to raziskuje. Če zdaj malo pomislim, se jaz svojega otroka in pravzaprav tudi svoje vnuke zdaj velikokrat vprašal, ali si kaj sanjal, ali si kaj sanjala, kaj si pa sanjala, in sem pravzaprav poskušal iz sanj razbrati, kako se počuti, ali ima svetle trenutke, ali ima kakšne težave. Tako da, evo, zdaj moram pač priznati, da sem to ne vedel. Zato me to pač počel. Podzavestno, ja. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Si bil prijeten čas. Ste dali nekaj. Ne, pa nekako me potem ta pogovor prisili, da
razmišljam o stvareh in da se spomnim stvari, o katerih sem že razmišljal. Ampak to bi se zdaj še lahko pogovarjala 3 ure. No, meni se zdi, da bi zdaj pa res lahko začela. Ja.